Tragičen dogodek v Ukrajini nas je presenetil in močno užalostil. Konflikt so sicer mnogi spremljali, morda so se nekateri celo zavedali potencialnih posledic, a presenečenje vsekakor bilo. Nenazadnje Svetovni ekonomski forum v svojem poročilu o globalnih tveganjih še januarja letos ni omenjal konflikta med Rusijo in Ukrajino kot pomembnega potencialnega tveganja v naslednjih 2 letih. Kakorkoli, globalni kapitalski trgi so se na dogodek odzvali relativno mirno. Če bi si pogledali graf indeksa razvitih delniških trgov, bi lahko celo zaključili, da je dan invazije predstavljal lokalno dno in ne vrha, kot bi si mnogi to predstavljali. Kako je to mogoče? Odgovor je večplasten. Možna razlaga je ta, da vlagatelji po mesecu dni ocenjujejo, da dogodek vendarle ni tako sistemsko nevaren za gospodarstvo, če seveda izključimo skrajne scenarije. Sistemskost konflikta izhaja iz surovinske, energetske in prehrambene odvisnosti od Rusije in voditelji držav nam zatrjujejo, da bo omenjeno odvisnost moč relativno hitro, močno znižati. Kapitalske trge je oblikovalo tudi dogajanje pred invazijo. Priča smo bili pričakovanemu dvigu zahtevanih donosnosti na državne obveznice zaradi visoke inflacije, kar je negativno vplivalo na delniške trge. Ti so do invazije v povprečju doživeli neko tipično negativno korekcijo na delniških trgih v višini približno 10%. Malce ironično so se v zvišani negotovosti delnice ponovno dvignile in na dan nastanka tega prispevka lahko ugotovimo, da so razvite delnice v povprečju zgolj 3% nižje kot pa na začetku letošnjega leta, merjeno v evrih. Ukrajinska vojna je pustila posledice na cenah energentov, surovin in hrane. Od invazije je na primer terminska cena sodčka nafte zrasla za več kot 20%, metrične tone aluminija za 10%, železa za 16%, niklja nekaj več kot 30%, na drugi strani pšenice za 17% in koruze za 8%. Vsi te premiki bodo seveda imeli in že imajo vpliv na inflacijo, ki bo z nami takole nekoliko dlje. Centralne banke, katerih ocene smo navajali prejšnjič, so le-te že spremenile, močno spremenile. Evropska centralna banka vidi inflacijo v letošnjem letu pri 5,1%, medtem ko ameriška centralna banka Fed svojo jedrno inflacijo ocenjuje pri 4,1%. Vse to bo rezultiralo v hitrejšem umiku ohlapne monetarne politike, ki smo jo bili navajeni do sedaj. No, več o inflaciji in njenih učinkih, posledicah pa si lahko preberete v našem osrednjem prispevku naložbenega komentarja. V ZDA so se pričakovanja glede števila dvigov obrestnih mer v letošnjem letu močno zvišala, povečala. Trenutno trg pričakuje 7 do 8 dvigov ključne obrestne mere, kar pomeni, da bi konec letošnjega leta obrestna mera, ki jo določa centralna banka v Ameriki, znašala približno dobra 2%, 2,3%. Evropska centralna banka na drugi strani dvigov glasno ne oglašuje, so pa dali vedeti, da bodo prej zaključili program odkupa vrednostnih papirjev. Zgodovina dvigov obrestnih mer v ZDA sicer ni tragična za delniške trge, zadnja 2 cikla sta bila celo pozitivna za ameriške delnice.
Napovedi gospodarske aktivnosti v letošnjem letu so se znižale, v ZDA z okoli 4% na pod 3%, v evroobmočju napoved rasti bruto družbenega produkta za letošnje leto še vztraja nad 3%. Govorimo torej o še vedno solidni gospodarski rasti, ki pa bo odvisna od potrošniškega in poslovnega razpoloženja. Svoje naložbene alokacije smo zato prilagodili nižji ekonomski aktivnosti in višji inflaciji. Več priložnosti tako vidimo v Združenih državah Amerike in realnih sektorjih. Poleg tega znižujemo trajanje in cikličnost na obvezniških portfeljih. Več o podrobnostih naše alokacije si lahko preberete v naložbenem komentarju. Želim vam prijetno branje in vse dobro.